In glej, nastal je velik potres. Zakaj Gospodov angel je prišel iz nebes in je pristopil ter odvalil kamen in sedel nanj. Njegovo obličje je bilo kakor blisk in njegovo oblačilo belo kot sneg. Od strahu pred njim so stražniki strepetali in bili kakor mrtvi. Ko je minila sobota, so Marija Magdalena in Marija, mati Jakobova in Saloma kupile dišav, da bi ga šle maziti. Ko pa so se ozrle tja, so videle, da je kamen odvaljen. Bil je namreč zelo velik. In stopile so v grob in zagledale mladeniča, sedečega na desni in z belim oblačilom ogrnjenega, in so se prestrašile. On pa jim reče: Ne bojte se, Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Vstal je, ni ga tukaj. Glejte kraj, kamor so ga bili položili. Toda pojdite, povejte njegovim učencem in Petru, da pojde pred vami v Galilejo. Tam ga boste videli, kakor vam je rekel. Vrnile so se od groba in vse to sporočile 11. Njim pa so se te besede zdele kakor blodna in jim niso verjeli. Peter in oni drugi učenec sta se torej odpravila in šla k grobu. Skupaj sta tekla, pa je oni drugi učenec prehitel Petra in prvi prišel k grobu. Sklonil se je in videl na tleh poboje, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel Simon Peter, ki je šel za njim, in je stopil v grob. Videl je, da so povoji na tleh in da prtič, ki je bil na njegovi glavi, ni ležal med povoji, ampak posebej zvit na drugem mestu. Tedaj pa je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel k grobu, in je videl in je veroval. Nista še namreč umela pisma, da mora vstati od mrtvih. Nato sta se učenca vrnila domov.